Dobrodošli v 2026. Glede na to, da je začetek leta, sem se odločila, da pripravim en takle video z enim pregledom trendov, kaj je trenutno, torej v 2026 trenutno aktualno na področju spletnih izobraževanj oziroma spletnega izobraževanja. Svet se je spremenil v zadnjih parih letih majčkeno, spremenilo se je to, kako ljudje sprejemamo informacije, socialna omrežja so prinesla neke svoje, bom rekla, zakonitosti in novosti, spremenilo se je mogoče tudi to, kako oziroma kakšne teme, raziskujemo, na kakšen način rabimo informacije prejeti in tako naprej. Tako da, evo, tole bo prvi video v seriji 4 videov, torej temule prvi video bo torej tale trendi v 2026, potem bosta pa sledila še 2 videa, kjer se posvetim formatom in pa terminologiji. Vem, da ful dolgočasna tema, ampak moje prepričanje je, ne, da tisti, ki ponujate neka spletna izobraževanja, neke spletne izobraževalne produkte, da je nek minimum, ki ga je fino znati, no, je to, da znate uporabiti prave formate oziroma prava poimenovanja. Namreč še vedno, kljub temu, da pravzaprav po tistem obdobju, ko je šel cel svet na splet, da pravzaprav se bi pričakovali, da so majčkeno bolj terminologija, da je majčkeno bolj že jasna in tako naprej, še vedno vidim precej napačnega poimenovanja formatov, uporabe napačne terminologije in tako naprej. Tako da se bomo posvetili temu delu. Tista 2 videa predvidevam nekje, da bosta majčkeno krajša, potem pa sledi 4. video v tej seriji, bo pa predvidevam, da bo majčkeno daljši. Namreč posvetili se bomo še poslovnim modelom, torej kako uporabiti v bistvu spletna izobraževanja, spletne izobraževalne produkte v svojem biznisu, da nam prinašajo dobiček, ne. Ker namreč ena posebnost spletnih izobraževalnih produktov je to, ne, da na eni strani morajo odgovarjati nam kot izvajalcem, našim potrebam, našim željam, našemu lifestylu in na drugi strani tudi v bistvu odgovarjati na izobraževalne potrebe naših strank, na same potrebe oziroma tudi lifestyle naših strank in tako naprej, no. Skratka, si pogledamo te poslovne modele in seveda, da lahko razumemo, o čem govorim pri poslovnih modelih, pač rabimo tudi nekaj terminologije. Začeli bomo pa tako kot rečeno s temi trendi. Še tole, govorim o spletnih izobraževalnih produktih za solo podjetnike oziroma manjše biznise, skratka za vse tiste, ki prodajate svoj know-how na trgu. Določene zadeve pridejo v poštev tudi, če podajate znanje v drugih okoljih. Ko govorim o spletnih programih, spletnih tečajih, online programih in tako naprej, imam v mislih, to se pravi, spletne izobraževalne produkte, in pa v bistvu imam v mislih torej produkte, ki so torej za prodajo, ne glede na to, ali je končni uporabnik, torej končni kupec, neki posameznik, torej končni uporabnik, ali pa je ta, ali pa uporabnik oziroma ciljna skupina podjetja oziroma zaposleni v podjetjih. Okej? Mogoče še tole, če se slučajno prvič vidva, sem Marija Maruša Jovanovič oziroma Maruša. Na kratko, jaz sama sebi pravim, ne maram namreč si dajati nekih nalepk, ampak če že, potem rečem, da sem e-learning entuziastka, skratka, obožujem oziroma res imam rada, ta spletna izobraževanja, spletni prenos znanja, ker verjamem, da se s tem znanje širi hitreje, dostopneje in s tem pač seveda, širimo zavest, znanje in tako naprej v svetu. Osnovna stvar je seveda, da pomagam pri kreiranju online programov in nekaj o tej vsebini konkretno najdeš tudi v brezplačnem uvodnem, takem spoznavnem online programu, to je tak krajši program, 7 dni samostojnega učenja, popolnoma brezplačno, link najdeš spodaj v opisu, v temle opisu tegale kanala. Ker pa seveda samo to, da naredimo, še ne pomeni, da bojo tudi prišli pa kupili, ne. Seveda podpiram vse, ki gradite spletne tečaje, ne glede na ste jih zgradili sami ali gradite z mojo pomočjo, vas podprem seveda tudi pri uporabi spletnih orodij oziroma konkretno s tem rečem pri online biznisu, skratka vse od strategije do tehnologije, kako izkoristiti vsa ta orodja, kako vzpostaviti en tak spletni prodajni ekosistem, da pač stvari
tečejo tudi online. In pa, ker seveda morajo spletni tečaji tudi nekje stati, je še ena stvar, pri kateri vas podprem, to so pa platforme oziroma platforma za izvajanje spletnih tečajev, oziroma, kot boste spoznali tudi v današnjem videu, v skladu s trendi 2026 ponujam, bom rekla, neko majčkeno drugačno storitev na trgu, to se pravi majčkeno drugačen način spletnih učilnic. Skratka, to je, bom rekla, ena od stvari, pri kateri vas v 2026 tudi še dodatno podprem. Še enkrat, torej, bolj konkretno oziroma bolj v globino, bolj praktično, bolj zadeve, kar se tiče spletnega biznisa, spletnih tečajev, vseh teh zadev, lahko torej greš v temle uvodnem spletnem tečaju oziroma neka taka video serija je, torej link je spodaj, mi se pa posvetimo zdajle torej trendom v 2026. Torej, tele trende si bomo pogledali iz dveh vidikov, in sicer en vidik bomo pogledali izobraževanja na osnovi informacije ali transformacije oziroma aplikacije, vse razložim, in pa na osnovi tega, ali je izobraževanje, torej spletno izobraževanje, individualno ali skupinsko. Okay? Tako da te dva dela bom razdelila, bom tudi zaznačila na YouTubeu poglavja, tako da si lahko potem tudi, če se vračaš nazaj, skočiš na posamezen del in si pogledaš. Ok, izobraževanje na osnovi informacije ali pa transformacije. Najprej samo to, da razložim, kaj pomeni informacije, na osnovi transformacije. Torej, na osnovi informacije pomeni, da ponujamo, da imamo neko spletno izobraževanje, nek spletni izobraževalni produkt, karkoli že to je v formatih, torej v nadaljevanju te serije. Skratka, kjer v bistvu mi podajamo znanje na ravni razumevanja, torej na ravni vedeti, jaz temu rečem. Torej, da naši udeleženci, naše stranke razumejo neke koncepte, neke principe, neke, ne vem, zadeve, ne. To zelo, to je na informacije. To besedno, če si znaš predstavljati, oziroma si lahko za primer vzameš tole, predavanje, ki ga ravnokar gledaš, podajam informacije, boš dobil nekaj znanja, nekaj uvidov, mogoče se boš na podlagi tega tudi lažje nekaj odločil, ni pa to aplikacija ali transformacija v smislu, da nekaj narediš. Ok, tako da drugi tip programov so torej pa to na podlagi transformacije, kjer udeleženec, naša stranka, dejansko nekaj naredi. Zdaj, to je lahko transformacija v smislu neke osebnostne rasti ali pa aplikacija v smislu nekaj, da konkretno naredi, neko zadevo. Bom še kakšne konkretne primere dala. Dajva najprej pogled tole informacije. Izobraževanje, torej spletno izobraževanje na osnovi informacij. Če bi mene 5 let nazaj nekdo vprašal, pa mogoče še 4 leta, ali pa še celo mogoče 3 leta nazaj nekdo vprašal, ali se tako spletno izobraževanje da sploh prodajati, bi rekla ne. Zakaj? Zato, ker v bistvu sem rekla, da smo v dobi informacij, kar pomeni, greš na Google, poiščeš, karkoli te zanima, tudi trendi so bili veliko spletnih izobraževanj, skratka teh nekih uvodnih, spoznavnih, predstavitvenih programov, ki so sicer bolj v marketinške namene, pa hkrati tudi v izobraževalne namene, ne, je bilo precej tega je na voljo in bi rekla, skratka 3 leta nazaj bi še rekla ne, da se tega ne splača prodajati, da to nima smisla prodajati, da je to boljše v bistvu, da mogoče posnameš kot nek promocijski produkt za nabiranje kontaktov in tako naprej, da se ga pa ne splača prodajati. Danes, v 2026, na te stvari majčkeno drugače gledam, namreč, kar se je zgodilo, ne, je tamle 2022, konec leta 2022, je umetna inteligenca naredila en velik pohod na spletu in v bistvu danes ljudje veliko stvari grejo po AI-jat, skratka grejo po ChatGPT-jat, grejo, torej ta Ask Engine Optimization, skratka ta način, da grejo vprašati ta spletna orodja umetne inteligence, ChatGPT in vse ostale, pač zdaj se bom na ChatGPT obrnila, če ga bom omenjala. Kar pa ne pomeni, da je to edino orodje, oziroma imam v mislih pač tudi vsa ostala orodja. Ravno zadnjič sem prebrala neko predikcijo, neko napoved, da bo do leta 2027, to se pravi praktično v roku enega leta, 90% vsebine,
ki jo mi konzumiramo oziroma ki jo vidimo na spletnih socialnih omrežjih, pa verjetno tudi še kje drugje, že narejene z umetno inteligenco. Kaj je zdaj hakeljc pri umetni inteligenci oziroma pri teh orodjih, kot so ChatGPT, ne? Zdaj najbrž, če ste šli kdaj kaj po ChatGPT ali karkoli drugega, ste ugotovili, da ChatGPT na neki točki, oziroma da ta orodja umetne inteligence na neki točki začnejo tako imenovano halucinirati. Začnejo se izmišljevati stvari ali pa dajo neke podatke, ki so napačni ali pa jih interpretirajo napačno in tako naprej. Skratka, ko iščeš neke informacije in danes gre več ljudi na ChatGPT kot pa na Google, ne? Včasih smo šli na Google, pa smo mogoče prebrali, 9-10 virov, ali pa prvih 5 zadetkov na Googlu, pa si ustvarjali neko zadevo, neko mnenje, ne. Kako pa ta orodja umetne inteligence delujejo, je pa to, da v bistvu grejo ona namesto nas po teh Googlovih zadetkih, ne, pogledajo, pa vseh ostalih zadevah tudi, ne, pogledajo zadeve in na podlagi teh jezikovnih modelov, na podlagi tega, kar so strenirane, ustvarijo neka nova besedila, v bistvu naredijo neko sintezo, nek povzetke namesto nas, ne. In tukaj pač rata težava, ker včasih pač tega ne naredijo ravno najboljše, ker v bistvu mogoče včasih zaidejo malo po svoje, ker so tudi natrenirane na ta način, da odgovarjajo tako, da je vam, oziroma tistemu, ki išče vsebino, prijazno in tako naprej, ne. Skratka, ljudje smo kar naenkrat prišli do te točke, da smo tudi, da ko gremo iskat neke informacije, se znajdemo z enim kupom nekih informacij, ki morda niso prave, oziroma so samo enostranske, oziroma je to tisto, kar bi mi radi slišali, bi se rekli, ne. Tako da, če mogoče tako na hitrico rečem, skratka, danes v 2026 bi si upala trditi, oziroma si upam trditi, da bojo tudi programi, ki so samo na osnovi informacij, so vredni prodaje, bi se rekli. Skratka, so smiselni za prodajo. Ker to pomeni, da človek pride, ne, to se pravi oseba, ki išče neko znanje, sledi nekomu, ne, in tukaj je zdaj tisti ključni faktor online biznisa, to zaupanje, ki bo še toliko bolj pomembno, torej, kot smo rekli, ne, do 2027 bo 90% vsebine z umetno inteligenco. Skratka, gre se za to, da v bistvu neka oseba prepozna nekoga kot strokovnjaka oziroma kot nekega potencialnega mentorja in mu sledi in se seveda v neki fazi odloči za nakup produktov, programov, ki morda ne peljejo k temu, da oseba naredi neko stvar, na aplikativni ravni oziroma na ravni neke transformacije, ampak zgolj pridobiva informacije od preverjenega vira, ki mu zaupa. Okej? Tako da to je bil, bom rekla, ena stvar, bom rekla, ki se mi zdi, da kar precej, bom rekla, vpliva na to, kako se bojo ljudje učili od te točke recimo dalje. Potem imamo pa drugo stvar, smo rekli pa na podlagi transformacije, aplikacije oziroma v to točko, oziroma ta segment bom dala tudi embodiment. Torej embodiment, to je predvsem, bom rekla, ta coaching embodiment, v smislu programi, ki res želimo ljudem pomagati, da ponotranijo, da utelesijo te neke izkušnje, neka spoznanja, neka znanja, skratka, da se znajo, bom rekla, odzivati, odločati, delati, bom rekla, iz telesa, bi se rekla, no. Tisti, ki se ukvarjate s tem, boste razumeli, no. Skratka, tukaj bi pa takole rekla, ne, svet se spreminja v tem kontekstu, da ljudje rabijo čim prej neka znanja, ne. Tako da včasih ljudje so zdaj na nekih, jaz temu rečem, oziroma zadnjič sem zasledila en dober izraz, točka transformacije. To se pravi, ljudje, ko so na neki točki transformacije, ko želijo nekaj spremeniti, recimo so izgubili službo, pa hočejo najti novo službo, ali pa želijo zamenjati službo, ali pa zamenjati kariero, ali pa recimo, ne vem, v mojem primeru so stranke, ki želijo vzpostaviti spletni biznis, ne, ali pa izkoristiti orodje za prodajo svojih programov, izobraževalnih in tako naprej, ne. Skratka, če smo si pred leti privoščili, ne, bom rekla, tako v narekovajih, mogoče neko daljši čas izobraževanja, potem je tukaj zdaj ta zadeva, da ljudje potrebujejo krajše zadeve. Torej, hitro rešiti frustracijo, hitro rešiti stvari.
Poleg tega s tem hitrostjo, ne, zdaj to ne pomeni res, jaz ful nisem pristaš tega, da pritiskam na to, da bi morali zdaj nekaj hitro delati pa tako naprej, ne, vendar pa gre tukaj za to, da vam želim odvzeti, kako naj rečem, eno napako, ne, in sicer, če izobraževanja, ne, recimo včasih je trajalo po leto, dve, da smo neko izobraževanje pripravili, ali pa po leto, dve, da smo malo premislili, pa se malo naštelali, pa malo, bom rekla, se uskladili s tem, ali bi to počeli ali ne, in potem smo šli razviti zadevo. Danes je velika verjetnost, da nekaj, kar bomo ponudili na trgu danes, čez 2 leti ne bo več enako, ne, kar pomeni, ta hitrost lansiranja oziroma razvoja je potrebna, da ima krajši čas. Ne, upam, da je razumljivo. Skratka, pozornost, bom rekla, tukaj je treba, da zdaj majčkeno večjo pozornost mogoče na to tudi to, kateri format je sploh smiselno razviti. Ne, če mi rabimo, ne vem, 6 mesecev za to, da bomo, ali pa še več, da bomo razvili nek posnet spletni tečaj, čez pol leta, pa ko bo to posneto, pa v bistvu, ne vem, bomo rabili, ne vem, popraviti neke vsebine, nima smisla, ne. Je treba mogoče potem najti nek drug format, ki je ustreznejši. Skratka, ta točka transformacije, skratka, na eni strani ljudem želimo pomagati rešiti tisto neko frustracijo oziroma to transformacijo doživeti čim hitreje, kar pomeni namesto, recimo, ne vem, namesto, ne vem, 6-mesečnega coaching programa, kjer jih peljemo čez procese, kako bojo, ne vem, zamenjali službo, ne, je to recimo treba narediti mogoče majčkeno bolj kondenzirano oziroma v neki drugi obliki. Hkrati pa, sem na začetku pozabila reči, da želim, da vse, kar povem, preverjate, filtrirate skozi vašo vsebino, ne, skratka, jaz, ko predstavljam te vsebine, ko govorim o teh zadevah, govorim tako, bom rekla, zelo plastično, zelo nekako tako nasplošno, kar lahko velja za vse, želim pa, da ste tukaj vi tisti, kot strokovnjaki na svojem področju, da pregledate, preverite pač to, kar jaz povem, prefiltrirate skozi svoje strokovno oko. In bi tukaj želela potem na drugi strani izpostaviti, nasproti te hitre rešitve frustracije, iščejo ljudje po drugi strani tudi dolgotrajen support. Okej? Zdaj, upam, da se bo začutila razlika. Na eni strani hitro rešiti frustracijo, hitro v čim krajšem času, čim bolj straightforward, ne, čim bolj straight to the point, čim bolj tako direktno, pomagati priti do tiste rešitve. Po drugi strani pa vse več ljudi išče ta stik in nek dolgoročen support za svoj razvoj. Ne, tako da, ko bomo šli potem v 4. videu v tej seriji pogledati poslovne modele, je smiselno razmišljati o naši vsebini, torej to vsebina, ki jo ti predavaš, recimo, razmisliti, kje lahko pomagaš čim hitreje in kje lahko pomagaš z nekim supportom, ki je recimo, ne vem, še pol leta po programu ali pa celo leto po programu ali pa kaj takega. Okej? Bomo prišli skozi to serijo, pridemo, bom rekla, do različnih idej in rešitev, tako da za enkrat torej to. Informacije, če povzamem tale delček o izobraževanju na osnovi informacije ali transformacije, verjamem torej, da se vrača oziroma da je pomembno tudi, da so pomembni oziroma da bojo pomembni tudi produkti na osnovi informacij, ne nujno samo transformacij. Pri transformacijah pa torej na eni strani lansirati stvari čim hitreje oziroma najti ustrezne formate, ki podprejo to, da lahko stvari lansiramo čim hitreje, ne pa da nekaj razvijamo 100 let in pa potem nima več vloge, ne. In pa predvsem ta, torej, hitro rešitev frustracije in na drugi strani dolgotrajen oziroma daljši support. In pa drugi vidik je pa izobraževanje na osnovi tega ali individualno ali pa skupinsko. Zdaj, pod individualno imamo 2 oblike, to se pravi, individualno je lahko za samostojno učenje ali pa individualno v obliki, bom rekla, mentorstva 1 na 1, pa se bom tukaj za začetek sfokusirala v bistvu najprej, da imamo tole samostojno. Torej, individualno samostojno pomeni, to se pravi, spletni tečaji za samostojno učenje, torej to je to, kar ljudje kupijo, običajno tudi tukaj avtomatizirano, kupijo, dobijo dostop in se sami učijo v svojem tempu na podlagi pač
tistega, kar potrebujejo in pač kolikor želijo delati. Tukaj se bom mogoče bolj sfokusirala na samo obliko, namreč definitivno še vedno ostajajo in jaz verjamem, da pač je to ena oblika, ki bo vedno aktualna. Ljudje vse bolj, bom rekla, konzumirajo, so navajeni konzumirati, vse več podcastov poslušajo, pa vseh teh zadev. Skratka, so navajeni konzumirati vsebino na tak način, pa tudi, bom rekla, neka dodana vrednost je, ker s tem omogočimo tudi tistim ljudem, ki mogoče ne morejo biti v realnem času z nami na izobraževanjih. Skratka, tisto, kar je pomembno, mogoče bolj z vidika oblike teh tečajev, vsega tega, je to, da bodimo pozorni, da so primerni za ogled na mobilnih napravah. Skratka, ljudje večinoma še vedno imajo vse več vsebine, mislim, da je to tak trend že pač bom rekla kar nekaj časa, ampak tukaj še enkrat želim poudariti, ogled na mobilnih napravah, torej ko snemate zadeve, naj bojo dovolj kvalitetne, da tudi če človek gleda, ko mi snemamo tečaje imamo običajno, recimo, če snemamo na računalniku, je slika taka, potem pa na telefonu je pa taka. Skratka, da smo pozorni, da se nas dobro vidi in tako naprej. S tem, da po drugi strani je pa ironija, da kvaliteta posnetka večinoma sploh ni več toliko pomembna. Skratka, primer so Zoom posnetki. Ljudje so toliko navajeni v zadnjih letih konzumirati posnete vsebine. Recimo pridejo v nek voden izobraževalni program, pa mogoče na nek dan, neko sejo, neko delavnico, Zoom delavnico, ne morejo biti z nami v živo, pa potem pogledajo posnetek in pač na Zoom posnetki so slabše kvalitete in so to navajeni pogledati. Tako da bi pa tukaj seveda opozorila, tako kot sem prej rekla, poglejte to z vidika vaše vsebine. Če jaz kažem nekaj na ekranu, neke detajle, ali pa neke diagrame ali pa kaj takega, je seveda pomembno, da se to dobro vidi. Ali pa če kažete neke demonstrativne zadeve, masaže, gibanje, karkoli takega, seveda, ali pa neka ročna dela recimo, je to pomembno, da se dobro vidi. Skratka, tukaj, ko govorimo o tem, da kvaliteta posnetka ni več toliko pomembna, bi rekla bolj tako za tiste, ki imajo mogoče bolj coaching programe, kjer smo mogoče bolj samo mi na ekranu in tako naprej. Tako da dajte tukaj res pogledati. Skratka, Zoom posnetki recimo so po eni strani, bom rekla, tudi ok varianta. Jaz sicer, ko kreiram online programe, učim moje stranke, da jih delamo z nekimi drugimi orodji, predvsem zaradi tega, ker je snemanje in priprava lažja, oziroma predvsem editiranja ni toliko, če se lotimo snemati z orodji, ki so sploh primerna za snemanje tečajev, ker pri Zoom posnetkih vemo, ko se stvar posname, je malo težje, je treba rezati stvari in tako naprej. Na načine, kot pa jaz učim snemati, je pa v bistvu, da posnamemo oziroma porežemo stvari in popravimo že sproti, tudi če je treba kakšno sliko zamenjati, lažje zamenjamo. Pri Zoomu jo težje zamenjamo, kakor v drugih orodjih. Hkrati pa, ko že omenjam slike, tudi vizualizacija ni več toliko potrebna. Če bi me 7 let nazaj, ko sem delala prvi tečaj za snemanje spletnih tečajev, sem ful poudarka dala, dajte noter grafike, dajte napisati stvari, skratka, dajte ljudi motivirati. S tem motiviramo ljudi, da bojo pač dlje časa gledali tisto vsebino. Zdaj pa glede na to, da bom rekla, tudi sploh na slovenskem trgu, saj na mednarodnem je bilo že prej, ampak tudi na slovenskem trgu je vse več podcastov, vse več daljših vsebin, ki jih ljudje poslušajo, pomeni, da so navajeni na poslušanje daljših vsebin. Tako da tukaj, bom rekla, sem zdaj počasi grem v ta trend, da ni toliko potrebe po nekih slikah, grafikah, še posebej, če imate gor napisane samo tekste. Okay? Če imate tekste zato, da vi lažje snemate, verjemite, jaz učim to delati čisto drugače, da rabite imeti niti slajdov in se prišparate še čas, ki bi ga sicer porabili. Tako da gre predvsem za to, da si lahko v nekaterih primerih predstavljate, da vas ljudje dajo v žep, to se pravi telefon v žep, grejo na sprehod ali pa v avtu, pa vas poslušajo. Tako da tam v bistvu potem ta vizualizacija totalno odpade oziroma nima smisla. Še enkrat pa poudarjam, vizualizacija, spet dajte tole prefiltrirati skozi oči vaše vsebine, ker nekatere vsebine seveda zahtevajo, da je vizualizacija prisotna. Če mi nekaj demonstriramo, seveda to mora biti, če pa mi samo nekaj razlagamo, pa v bistvu niti ni toliko zelo pomembno,
kakšna je pa še vedno seveda zelo pomemben kvaliteta zvoka. Zdaj pa napram temu, oziroma nasproti temu, da ljudje gledajo stvari na malih telefonih, pa da kvaliteta posnetka ni več pomembna in tako naprej, ni toliko pomembna v spletnih tečajih, bi pa vseeno opozorila na en trend, ki se pa dogaja, tega so opozorili pač na YouTubu, da vse več ljudi konzumira vsebino na televiziji, torej na velikih ekranih. Kar pa zdaj po drugi strani pomeni pa, da ko pa delamo posnetke, mogoče za neke bolj marketinške namene za YouTube, je pa fino, če je kvaliteta mogoče majčkeno večja, ne. Skratka, zdaj to je spet odvisno od naše ciljne skupine, kje so, kdo so, kaj so, na kakšen način konzumirajo, ampak mogoče dajmo razmišljati tudi o tem, ne, da recimo, ne vem, tudi sama imam neko vadbo, recimo sploh vadbe so taka zadeva, ne, kjer v bistvu preko aplikacije se enostavno pritisnem gumbek in se mi cela zadeva pač preko set-top boxa, torej prek teh pametnih sprejemnikov za naše televizorje, se mi prenaša na ekran, ne. Zakaj bi jaz neko vadbo gledala na malem telefonu ali pa na prenosnik nekje, ne vem, po stanovanju vlekla, enostavno dam na televizijo in lahko spremljam na velikem ekranu v dnevni sobi, kjer imate dovolj prostora recimo za vadbo, ne. Skratka, dajte to zmeraj vsebino tudi gledati iz tega vidika, kaj ljudje pravzaprav, malo povprašajte svoje stranke, kje gledajo, kako gledajo oziroma kaj je trend tudi v vaši specifični branži. Okej, tako da to je to, kar se tega samostojnega učenja, to se pravi teh posnetkov tiče. Mogoče tukaj dodam še to, no, fokus naj bo, sem že prej omenila, na aplikativnosti, to se pravi, če so na aplikativnosti v smislu tisti hitri rešitvi frustracij, ne, to se pravi, ko dizajnirate programe, mimogrede v temle brezplačniku, ki ga najdete spodaj v opisu tega kanala, boste tudi že našli, bom rekla, mojo formulo oziroma mojo metodologijo, po kateri peljem ljudi, kako zdizajnirati res take online tečaje, da so res, kako naj rečem, aplikativni oziroma da grejo čim bolj, kako se reče, pa straight to the point, ne, skratka, da ne namečamo noter vse šare, ne vem, 500 milijonov enih informacij, ki niso potrebne, ampak da dejansko v bistvu ljudi peljemo k aplikaciji. Okej, potem imamo pa individualno vodeno. Zdaj tukaj lahko tudi skupinsko, ampak bom najprej se tega vodenega in individualnega dotaknila. Individualno vodeno, če bi jaz danes začenjala od začetka, če bi šele vzpostavljala svoj online biznis, bi namesto fokusa, namreč še zmeraj vidim na trgu, sploh tisti ljudje, ki mogoče šele štartate, pa začnete tipati trg, pa se vzpostavljati svoj online biznis ali pa pač neke spletne tečaje delati, vem, da je ful priljubljen format spletni tečaji, ki jih boste posneli, dali na splet in služili pasivne dohodke. Ampak tukaj je tako, ne, če so te spletni tečaji bolj nizkocenovni, zdaj tega se bomo bolj dotaknili v 4. videu v tej seriji pri poslovnih modelih, ampak če so te spletni tečaji nizkocenovni, pomeni, da jih boste morali res veliko prodati, ne. Bom jaz zelo direktna, pred 8 leti, ko sem šla sama na samostojno pot, so bili moji prispevki z vsemi znižanji in tako naprej dobrih 100 evrov, danes so minimalni prispevki, mislim, da 660 evrov, ne, ali tam nekje, 620, pa se bojo še zvišali. Skratka, če smo včasih prodali spletni tečaj za 50 evrov, so bili 3, pa so nam pokrili stroške, ali pa 4-5, recimo, če smo malo višje prispevke. Danes jih je treba za ta namen prodati dosti več, ne. Niso pa cene šle toliko spletnih tečajev toliko zelo gor, oziroma se bomo pogovarjali to v 4. videu. Tisto, kar želim tukaj skratka poudariti, je to, da za tiste, ki prihajate na trg oziroma ki iščete, bom rekla, neko finančno injekcijo, čim hitrejšo, čim boljšo, se splača začeti z individualnimi mentorskimi programi, takole na daljavo, preko Zooma, kjer pravzaprav za isti znesek, za isto znanje dobite dosti večji znesek, dosti večje plačilo. In pa druga stvar, ker je pa sploh super pomembna, je pa to, oziroma bom tako rekla, no, še to dodam, lažje na začetku dobiti par oseb individualno, kot pa mogoče prodati, ne vem, narediti skupino 10, 20, 30 ljudi.
Tisto, kar je pa še bolj pomembno pri tej stvari, je pa to super varianta, da testirate svojo idejo. Namreč, ko mi posnamemo spletne tečaje, moramo mi v te spletne tečaje dati vse tisto znanje, ne samo to, kaj morajo oni vedeti pa znati narediti, ampak tudi vse naše znanje oziroma vse naše strokovne izkušnje, kje se jim bo morda zataknilo, kaj bo morda manj razumljivo, kje morda bojo znali narobe razumeti to, kar mi govorimo. Ne? In to je najlažje potestirati, ko delamo 1 na 1. Torej, če mi izpeljemo 3, 4, 5 različnih strank skozi proces 1 na 1, bomo skozi ta proces videli, če se je 2 strankama na isti točki zataknili, pomeni, da smo mi nekaj narobe prenesli, narobe povedali, mogoče ne najbolj optimalno predstavili. Skozi ta proces bomo tudi videli, kje se jim zatakne v smislu, kje je morda preveč vsebine, kje je mogoče premalo aplikacije in tako naprej. Skratka, ko štartate s spletnimi tečaji, no, jaz sem že večkrat rekla, da najboljši spletni tečaji so tisti, ki jih naredimo potem, ko imamo za sabo že par tisoč ur nekega dela. Ne. Skratka, recimo, ko sem sama šla na trg, pa sem svoj prvi spletni tečaj naredila, sem imela predtem 7 let izkušenj vodenja ljudi skozi ta proces, ki sem ga potem zapakirala v ta online tečaj. Ko sem pa lansko leto se lotila posneti en nov program, oziroma nisem ga niti šla snemati, ampak sem šla najprej delati individualno, kjer pa ljudi vodim skozi proces vzpostavljanja tega spletnega prodajnega ekosistema, sem pa šla najprej skozi proces z individualci. Zato, ker sem videla točno lahko na vsaki točki, kje se ljudem zatakne, kje imajo največ težav, kje so neka nerazumevanja nekih vsebin in tako naprej. Tako da super varianta, torej za vse tiste, sploh tiste, ki štartate mogoče šele s spletnimi tečaji, dajte si v bistvu dati za začetek, morda pridobiti par strank individualno, da greste čez procese, da vzpostavite zadeve in potem seveda se vsekakor še vedno splača posnet in tudi bom rekla, se bomo dotaknili tega v poslovnih modelih. Okay. Potem pa imamo še eno stvar, to so pa skupinski vodeni, to je pa v bistvu to, bom rekla, neki programi, ki recimo več tednov skupaj delamo preko Zooma. Ti so in bodo priljubljeni predvsem zaradi tega, ker prinašajo udeležencem več stika. Ljudje si tudi nadaljavo želijo več stika, več povezovanja in pa dobri so predvsem zaradi motivacije. Tako da dajte, bodite pozorni, ko delate skupinske vodene programe. Ljudje se vse bolj odločajo za te programe zaradi tega, ker so obremenjeni, ker imajo časovno, bom rekla, norišnico in jim je recimo tak način dela, kjer se mi v nekem določenem dnevu, ob določeni uri usedemo skupaj in skupaj delamo. In takrat je smiselno, zato je toliko bolj smiselno, oziroma toliko bolj pomembno, da te programe res naredite aplikativne. Torej, da takrat, ko ste skupaj, da ne samo predavate in dajete informacije, ampak da že takrat oblikujete, da že tam oblikujete program na ta način, da zaštartajate, da naredite prve korake skupaj, da ljudi date mogoče v neke okoliščine, kjer vadijo mogoče neke določene situacije, ali pa da dejansko skupaj delate. Ne? Zdaj delate lahko tako mentalno, čustveno ali fizično. Ne? Tako da skupinski programi, kot rečeno, ljudje trenutno, vidim tudi pri meni, večinoma se odločajo za te programe predvsem zato, ker imajo s tem več stika, ker ohranjajo, bom rekla, ker pač tudi za te energije, ki se v teh skupinicah oblikuje in pa zaradi tega, ker lahko skupaj v realnem času delamo konkretne zadeve. Okay, tako da dajte res narediti aplikativne programe, v temle brezplačniku spodaj ga najdete, na e-dogodek.si /brezplačno ga najdete. Aktiven link je tudi v opisu tega kanala oziroma pod opisom pod tem videom. Potem bi pa dodala tukaj še tretjo, torej oziroma pod skupinsko, ni tretja, ampak recimo pod skupinsko, da paše, je pa gradite skupnost. Okay? To bom pa povezala večkrat bolj z marketingom tudi, namreč že prej sem omenila, da so predikcije, da bo 90% vsebine v tem letu, oziroma do naslednjega leta, AI generirane
in ljudje še vedno, oziroma toliko bolj iščejo, bom rekla, pristen stik. In ta pristen stik se lahko gradi v skupnosti, tako da trend je torej majčkeno drugačne tudi spletne učilnice, ne, sem že na začetku omenila, da v letu 2026 tudi jaz ponujam na trgu majčkeno drugačen način spletnega izobraževanja, majčkeno drugačno platformo. Jaz sem jo poimenovala spletni hub, ker pravzaprav združuje, hub pomeni središče, torej spletno središče oziroma spletni hub, kjer združujemo v bistvu pravzaprav te klasične učilnice, kjer smo imeli recimo moduli, lekcije in tako naprej, kjer ljudje strukturirano grejo čez nek program. Na drugi strani pa hkrati te učilnice, ki niso več samo učilnice, ponujajo tudi spletno skupnost, kjer smo lahko ljudem v support, v smislu, sem že prej omenila, ne, ljudje iščejo tudi nek dolgotrajen support. Recimo pri meni je to konkretno primer, grejo z mano čez program, naredimo v enem do 2 mesecih, gremo čez program, ne, smo rekli čim hitreje, da rešimo frustracijo, da čim hitreje naredimo zadeve, oziroma vsaj tiste neke osnovne začetne zadeve, in potem dolgotrajen support, ko rabijo recimo, ne vem, še informacijo pri uporabi kakšne platforme, pri strategiji vsebinskega marketinga, pri pisanju objav ali pa pri pisanju mailov in tako naprej. Skratka pa iščejo nek support. In pravzaprav ta spletna središča, torej ta spletni hub, poleg nekega strukturiranega procesa, torej omogoča na en tak super način to, kar smo mi pravzaprav navajeni v spletnih Facebook skupinah, omogoča pač, če imate večjo skupino, omogoča tudi to, da se ljudje med sabo povežejo in tako naprej, ne. Tako da dajte graditi skupnost. Graditi skupnost tudi iz tega vidika, namreč v teh platformah je možno, da so noter tudi ljudje, ki nimajo dostopa do vaših programov. Okay? Skratka, tukaj imamo recimo Facebook skupine, v katerih sploh nimamo, v katerih recimo mogoče samo neke bolj marketinške zadeve, v marketinške namene delamo, je tudi tukaj v bistvu varianta, da vi povežete ljudi, ki še niso vaše stranke, in ljudi, ki so stranke, in jim omogočite različne nivoje dostopa do različnih vsebin. In hkrati v bistvu, bom rekla, gradite eno tako skupnost vseh ljudi, ki jih neka ta tematika zanima. Evo, tako da, tole so bili trendi, ki jih nekako napovedujemo, oziroma ki jih nekako vidim v 2026. Naslednji video v tej seriji pa gremo v formate, zato da se res naučimo pravilnega poimenovanja formatov, nato sledi terminologija in potem se lotimo še poslovnih modelov, zato da bomo res izbrali ustrezen format našega programa za nas, ki ustreza nam in našim strankam in nosi seveda tudi nek zaslužek.